Svite za violončelo Žigo oziroma irski ples. Nekateri so znani izpred 42 in več let, ko sem zapustil gimnazijo, ko smo zaključili, pa dve sošolke vidim, pa enega sošolca, pa naša razredničarka Nado, pa seveda ravnatelja, gospoda Glavača, pa še kakšen profesor bi se našel, čeprav tile mlajši me niso učili, bolj prilegan k njim. Skratka, spomini so krasni na gimnazijo, kot rečeno 42 let nazaj. Mi smo bili zadnja generacija pravzaprav gimnazijcev, za nami so prihajali usmerjene generacije nekaj let in nismo prodali ključa tem generacijam, mi smo ga zakopali pred gimnazijo. Ne vem, kakšna usoda potem tega ključa bila, morda je še tam pod zemljo, morda pa tudi ne. Mogoče Nataša, kaj več ve, ne veš, ne. Dobro, bomo raziskali, bomo šli enkrat po noči z lopato, pa bomo malo prekopali tam okrog gimnazije, kot smo včasih znali. Vse polno je bilo res lepih stvari v gimnaziji, kako se ne bi človek spomnil mladosti. In sem prav vesel, da pravzaprav v knjižnici Velenje danes predstavljate knjigo, zbornik, predvsem s poudarkom na zadnjih 30 let dogajanja v gimnaziji Velenje in to je lepa stvar, da se take stvari dokumentirajo in da ohranjajo spomin tudi na prihodnje generacije. In čestitam pravzaprav ravnateljici gimnazije, da ste ta projekt izvedli in da bo tudi uspešen naslednjo sredo, ko bo srednja prireditev. Skratka, danes je lepo imeti v knjižnici, vzemite zbornik, ga prelistajte in se spomnite morda na kakšne svoje skrite ljubezni iz gimnazije. Lep večer vam želim v knjižnici Velenje. Lepo pozdravljeni in dober večer tudi iz moje strani. Jaz sem zelo vesela in mi je izjemno čast danes gostiti oziroma pozdraviti ta večer moje bivše učitelje, ravnatelje, sodelavce, nekdanje in sedanje. In jaz mislim, da bo ta večer zelo, zelo zanimiv, poln zanimivih zgodbic, obujanja spominov in pa morda tudi za tiste, ki smo pa še zdaj aktivni v gimnaziji ali pa dijake, pa boste ugotovili, kaj vse smo od naše gimnazije odnesli in kaj vse nam naša gimnazija da dobrega za naprej in za našo nadaljnjo pot. Jaz mislim, da se moram tukaj na tem mestu posebej zahvaliti našemu glavnemu uredniku
ki je bdel in še bdi in na prireditvijo in nad zbornikom in celotni ekipi, ni sam, nas je kar nekaj in je ta zalogaj 60-letnica kar en velik zalogaj. Najlepša hvala gospodu Martinšku, da nas gostite v knjižnici in za vašo podporo. Najlepša hvala pa tudi gospodu Marku Pridržniku v imenu, oziroma Markotu v imenu občine, tako, ki tudi sofinancira naš projekt in podpira našo prireditev ob 60-letnici. Tako da, dragi Marko, tudi nekdanji gimnazijec, lepo pozdravljen in na dobro sodelovanje še naprej. Jaz vam želim danes en tak prijeten večer. Hvala. No, jaz bom vodila pogovor z mojima dvema gostoma, s katerima sem opravila intervju za tale zbornik. To je bil naš prvi ravnatelj, s katerim sva se letos celo leto večkrat družila. Veliko zanimivih pogovorov je bilo, še veliko več bi lahko nastalo, on je neizčrpen vir. Predvsem bi ga pa želela predstaviti tistim dijakom, ki sploh ne veste, kdo je prvi ravnatelj gimnazije. In jaz še posebej hočem pozdraviti tudi profesorico še iz tih prvih zgodnjih generacij, prvo profesorico tudi, ki je bila kot dijakinja, potem prva učiteljica. Ampak najprej gospod Glavač. Poglejte, kar zdravo. Pa vas nekaj postavljamo, če se bomo pogovarjala in potem še z profesorjem Vaclavom, tretjim ravnateljem, ki je pa tudi postavil nek svoj imenik z neko novo šolo. In ta najmanj pogovor, naj povem, da intervju z gospodom Glavačem je šel že v Šaleških razgledih, torej, ki ga izdaja tale hiša. Zato sem jaz obljubila tudi pri njih in se mi zdi, da je vreden večje pozornosti. V tem zborniku je pa še kar obsežen intervju z tretjim ravnateljem. Drugega žal pokojnega Andreja Kuzmana, ki je dal res poseben čas, se bomo pa v pogovoru spomnili z sogovorniki, ki bodo povečali oziroma prikazali njegov kulturni vzpon, bomo rekli, gimnazije v svojih mandatih. Gospod Glavač, kar greva. Tudi če dela, bom dala, jaz imam svoj mikrofon. Kot ste videli, imamo izjemno čast. Jaz lahko rečem, da je gospod prvi ravnatelj gimnazije, lahko rečem, legenda velenjskega šolstva. Letos, konec julija, bo dosegel častitljivih 96 let, tako da si res zasluži, in kako se spominja vseh teh začetkov. Gospod Bojan, Velenjčani stari vas poznajo, kaj vse ste v življenju počeli. Mnogi tule v zadnji, ker imamo tudi mi danes kolege, ki so prišli v Velenje, ki niso hodili samo v šolo, pa so danes naši gimnazijski profesori in kolegi. Povejte, s čim vse se vi ste še ukvarjali, ko ste kot Velenjčana, potem postali kasneje ravnatelj, ampak vaša širina je precej širša. Bili ste tudi športnik, Tole res želim vedno izpostaviti. Najprej lepo zdrav vsem skupaj. Še posebej pozdravljam svoje učence. Kaj si me vprašala? Ja, no, jaz predlagam, da ne začnem z gimnazijo. Jaz sem začel svojo učiteljsko pot na Miha Pintarju leta 1958. Ko sem prišel z vojske, počel sem 5 predmetov. Slovenščino, najprej geografijo svojo, zgodovino, slovenščino, telesno vzgojo in nemščino miličnike. A lahko je en hec. Ko sem počel miličnike, oni so prišli tudi z juga, veste. Pa smo pisali nemški narek. Hodim okrog, pogledam, pa vidim, da eden piše nemški narek v cirilici. Ampak sem se obvladal. No, potem pa če 2 leti se pa srečava,
ne, pa pride k meni pa reče, guten Tag. Ja, povem še naprej. Ja, potem pa me je nenadoma doletelo, da bom jaz postal ravnatelj Velenjske gimnazije. Nisem imel pojma. Ampak imel sem veliko srečo, da sem imel v Celju očega sorodnika ravnatelja in na Ravnah sošolca. Ta dva sta mi dala prvo inštruktažo. No, da povem, kaj je bilo najvažnejše. Najvažnejše je bilo prostor, tega je ustanovitelj občine Velenje zagotovila v današnji zgradbi gimnazijski, potem je bil pogoj učitelji, pa dva oddelka. Prostor smo dobili, na razpis smo pa dali 3 stanovanj, ki jih je Rudnik dal, tako smo sploh dobili začetke, se pravi matematika, fizika, biologa, kemika in slavista, ki je tudi poučeval ruščino, drugi jezik je ruščina. No, tako se je potem, tretja zadeva pa sta bila 2 oddelka. Hodil sem po šolah, osnovnih, rekli so, da jih je vse skupaj 40. Kaj sem pa delal? Šel sem v Mislinjsko dolino, od šole do šole v Slovenjgracu in nagovarjal ravnatelje, da bi poslali k nam učence. Pa še neka ugodnost je bila, vlak je vozil in so učenci prišli, tako da smo imeli potem 65 oddelka. In smo začeli. To so bili začetki, ja, celo Šaleško dolino, Mislinjsko, ne. Ampak v bistvu se je to kar dolgo dobro peljalo, ne. So bili to polni razredi in je bilo v redu. Učitelji so pa prišli od marsikod, ne. Ja, nisem povedal, glavni sem naštel, za tiste predmete, ki so imeli malo ura, samo pol leta, recimo tehnične vzgoje pa tako naprej, smo pa dobivali pomoč iz osnovnih šol, centra srednjih šol, celo z občinske zgradbe, zdravstva in seveda z Rudnika. Tako da je to zdaj steklo. Seveda, z budnim očesom pa so nas spremljali iz Ljubljane. Niso bili napušeni, da bi Velenje dobila gimnazijo. Velenje pa je rabilo gimnazijo, kajti razvoj je terjal visoko izobražene ljudi, nosilce razvoja. In to je uspelo. Ja, to ste tudi napisali, ne, da cilj naloga gimnazije je pripraviti kader za naprej. To je naslov članka, v katerem sva pisala, oziroma ki je išel in tudi v tem prispevku. Pa vendarle bi še vseeno rada zvedela, da vi poveste tistim, ki vas ne poznajo tako dobro, kaj vse so vaše ljubiteljske stvari. Vi ste bili res dober športnik in tudi rekreativni športnik. Hvali se. Res sem let celskega kladivarja, bili smo enkrat državni prvaki. Jaz sem pa skakal s palico, pa bil tudi državni prvak. Poleg tega, kaj sem še delal? Ste rekli, da ste trenirali atletiko. Drugače pa po vojni vse športe, odbojka. No, ne se pohvalim, da sem tudi domači drevarni sin napravil prve koše. In prvo igrišče v Velenjski košarki je bilo tam, ker je zadnji stolpič proti Šoštanju, na istem mestu. Tam smo pa imeli neke stare telegrafnice in smo postavili koše, tako se je začelo. Ni bilo nobenega peska. No, naj se pohvalim, da sem bil tudi začetnik košarke v Celju. Se spomnim, ko smo prišli na igrišče, smo ga, kaj pa je tole? Je pa rekel profesor, kako je bil? To so pa koši, tu noter moraš žogo vreč, pa en korak narediš. To so začetki. Potem ste igrali tenis še, ne? Ja, tenis pa je bil moj ljubiteljski šport, v zrelih letih, kajti prej ni bilo tenisa v Velenju. Ja, spet moram pohvaliti. Štirikrat sem bil državni prvak v veteranskem tenisu. Ja, to v bistvu smo rekli, da ne bo danes tako dolgo, ne bova čisto ga izdala, kar je intervju, zato da bojo ljudje brali, ne? Da bodo prebrali, ne bova čisto vsega.
No, niso pa to govorili o intervjuju, ki je zapisan, kako ste pa skrbeli za družabno življenje v kolektivu, v To zbornici. vprašaj moje kolege. Ja, če sem ena tam. To bili so drugi časi, ne, čisto drugi. Ne. Zdaj, ko recimo gremo ob 10 v trgovino, pa me skoraj poderajo učenci, ki pridejo. V mojem času, zlasti ko sem shodil v Celjsko gimnazijo, ni bilo govora, da bi došel v mesto. Pa tudi odmori so bili kratki, ne, zdaj so Ker ni bilo kaj za jesti. Spremembe, drugače je. Ampak človek se navadi, pa pozdravlja. Pa imate še zdaj učiteljske zbore, ne, se generacije. A ja, mi, stari profesori, učitelji, se dobivamo vsako sredo. Enkrat težko sredo, enkrat pa lahko sredo. Na težki sredi nas pride 7-8, na lahko pa ne 3-4. Vedno udeležen. Ja. No, gospod... Ja, kje? V Merkatorju. Aha. Ne, v Šparu. V Merkatorju vas Gori, govorim. gori. Vse meni se zdi, da je bila zadnjič bila novinarka, pa ne se slikala. Mogoče bomo naslednji sliki našega časa. Gospod Glavač, kaj je vam dalo največ delo z dijaki, delo z mladimi? Kaj je vaša največja, se vam zdi, bi rekli, taka pridobitev, pa tudi to, kar se vi čutite zaslužni za? Jaz sem se že zgodaj odločil za učiteljski poklic. Ne? Vem, da sem tudi grešil, priznam. Ne? Ampak to še ne povem, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, najprej v Koturibi, potem pa v drugi razred osnovne šole Velenje. Vsi smo bili bosi. Bosi. Potem je prišel okupator, ko sem bil v 4. razredu, in zdaj vi si to težko predstavljate, kako so izrinjali slovenski jezik. Mogoče samo zaključek povem, na Celjski gimnaziji, Oberšuli in Cili, kdor je govoril slovensko, so ga izključili. Mojega prijatelja Boruta Mlička, vi ga niste poznali, so ga izključili, ker so ga dobili, da je govoril slovensko. Drugi časi. Znani Velenče. Ja, on, gospod Mlinček, učitelj, ima zaslugo, nečno veste. On je, ko so Nemci prišli, je umaknil slovenske knjige iz knjižnice šolske in jih skril v Šentilj. Po vojni pa jih je prinesel nazaj. A to veš? Ja, to smo delali tudi v šaleških razredih Nimško obilo, tako da ta dediščina je popisana. Ja. Še mogoče tole zadnje vprašanje, preden greva na ta bolj tist vaš čarobni del. Ne? Kaj imate najlepše spomine, česa pa vi sedanjim našim učiteljem ne zavidate? Naši najlepši spomini, vaši najlepši spomini na šolske čase, pa mladost, pa tisto, kar vam je, se vam zdi morda fajn, da niste danes več učitelj. Pa... Ja, no, časi so se spremenili, ne? Mi smo bili vsi drugačni, kot so današnji učitelji. Drugače je bilo. Časi se spremenjajo in mi z njimi. Ja. Tako da, ne vem, kaj bi ti Ampak rekel. mislim, da to ste pisali o tem, tudi kako ste bili suvereni in samostojni, a ne, ko ste imeli te pedagoške procese. Veliko, absolutno vse je bilo v rokah učitelja, ni se toliko, druge stvari se niso vtikvale v šolo. Ja, v mojem času so bili učitelji bolj, kako bi rekel, samostojni. Ne? Ni bilo upletanja, ne bom žalil, staršev, ali pa kaj sem. Bili smo čvrsti in samostojni. Ne? Tako da, če danes primerjam, ko slišim se sorte, če komu daš negativno oceno, je pride starš se pretožiti. Tega včasih ni bilo. Ja, v redu. No pa seveda to že še moramo imeti, ko smo rekli, skozi čakam, vi ste tudi gobar, ne, pa ste bili sadjar, ampak najbolj vas A se ne pohvalim, Ja. ko se reče sadjar. Ja. Vi poznate jabolko, ko se reče, kako se reče? Topas. Dobro. Mogoče si imel prvi v Sloveniji topas. Kajti
iznašli so ga Čehi, dali so ga Avstrijcem, Avstrijci pa v Artiče, Revesnica so imeli prijatelje in so tam dali sadike. Niče jih ni smel dobiti. Jaz sem imel pa v Brežicah zobozdravnika, sorodnika, se rekel, šuj, mi rihtaš lahko, kako se piče. K njemu je pa hodila direktorjeva žena in je na hecu, da je ukradla, da je delavec ukradel sadiko in je rekel, imam, takoj sem šel v Brežice. Pa sem znal cepiti. Pa nisem bil siguren, pa sem poklical Jelena in Šintila, pa poznate, da sem cepila 7 mojih javljanj. Prvi v Velenju, sigurno. Tule, najbrž mnogi so vas pa tudi spominjajo kot čarovnik oziroma čarodeja. To veščino še danes negujete, čeprav je to rokohitrstvo res zahteva res posebne. Majčke, da malo povejte, morda kje ste se tega naučili oziroma je bila več to vaša ljubezen? Jaz sem imel strica, ki je bil, rekel se je, nadučitelj na pričah. Vete, ki so biče? Nad kozjem. Biče reči po domače. On je nam otrokom v posredi, kjer izhaja moja mama, pokazal nekaj čarovnij in od takrat me drži. Samo včasih je bila čarovnija glika skrivnost, ki pa danes jih pa vidiš na televiziji, bo krešeš. Pa se še učite tudi z YouTube-a in tak naprej, ne? Vse? Tudi na internetu se kaj najde. Brez vaje ni mojstera. Moraš kip 100-krat, 200-krat narediti. Od tega v šoli niste toliko veliko kazali? Ne, v šoli pa res ne. Pač pa imam jaz na Velenjskih vrtcih 200 nastopov, približno. 200 nastopov. Pa sem tudi dovolj čaral v Avstriji, v Koroškem Slovencem, pa na Celovcu, pa kje sem v Nemčiji sem nekaj tako da. Pa spomnim se, ko smo bili v Esligenu, ste nam čarali marke. To sem spomnil. Da so še Nemci gledali, te kar letelo ven. Mi smo rekli, joj, takrat je bilo to res, a veste, v tistih časih zelo. Gospod Glavač, res za zaključek dajva pričarati eno mičkeno magijo, da zaključiva ta najn del, da ne bo preveč. Kje pa vam sogovornik? Sogovornik se pravi, da ne smeva za vami sedeti, tako da zaradi tega bo prišel kasneje gor, ne? A je v redu? V redu, ja, samo trenutek. Da, pa mi smo pravi. Ja, ne bom vas veliko zadrževal. Naj povem, da moja, kako bi rekel, moja posebnost je čaranje v verzih. Tudi eno knjižico. No, lahko začnemo. A ja, še nekaj razno. A imaš ti kakšno sveto, ko imam nekaj dobre čarovni frak, a kaj začnemo? Ja. Ničesar spredaj ne prikrivam in tudi zadaj nič ne skrivam. Prtič položim na ledico in luknjo naredim desnico. Čarobni prašek z njo natrosim. Lepo oči odprite, prosim. Rdeča rutka se prikaže, preširna in brez embalaže. Svoboda je mi se odziva, drugače mi ni skriva. Prijatelje vas je pozdravi, nazaj v luknjo se odpravi. Nazaj v luknjo se odpravi. Do 3 preštejem prav počasi. Trenutek, misel še v glasi. Že levica skrivno čara, pazite, da vas ne prevara. Pozornost vas je zapustila, se čarovnija je zgodila, ničesar spredaj ne prikriva in tudi zadaj. Še ni konec. Zdaj se me pa zmoti. Konec. Podatkov niti policija nima, čeprav strašansko jo zanima. Če črnjava skegane, zaploskate, saj nič ne stane.
Pest je prazna, ne nič ni. Čarovnija se zbudi. Rutka rdeča ven prihaja in nikogar ne zavaja. Glejte, ni fata Morgana, je resnična, ni zadana. Rutka vam na smeh prinaša, ljubeznivo se obnaša. Vsem prinaša dobre želje, sreče, zdravje in veselje. Ko se dan, vsak dan zvečer, naj konča se v dobri veri. V pest nazaj zdaj hiter noter, pravi čarovejski poter. Naj rdečka urno zvine, tudi naj ne bo svetline. Pest je prazna, ne nič ni, čarovnija se zgodi. Še eno pesmico, imam pa i 9, ne, 4 še znam. Rdeča žogica. V tej pesti nežna, ljubezniva, rdeča žogica predviva. Zdaj dvojčica se k njej nameri in kmalu lep se dan večeri. Klepetek v pesti ne odneha, dokler se jezik ne opeha. Domov jo sestrica odkuri pozni temni nočni uri. Pokaže tema svojo silo. Se nekaj čudno izgodilo, trenutek bliskovit točine, rdečka zavrnitno zgine. Še nekaj nas je doletelo, poglejte, žogico debelo. Kaj tukaj delaš, glej ga zlomka, odidi tu je brž brezdomka. Čarobni prah jaz potrebujem in to predstavo zaključujem. Jaz sem bil pred mnogimi leti na svetovnem kongresu čarodejev v Pekingu. Tam sem spoznal kitajskega čarovnika, nekako pa se bila, moja angleščina ni šla, pa dobro, nekako sva se zmenila, pa mi je pokazal nekaj kitajskih čarovnij, jaz pa nekaj slovenskih. In eno kitajsko bom dve pokazal. Ja, rabim eno sodelavko. Ne, to pa še bi rekel. Tam bolj. Veš kaj, ta, nič ne vidim. A, že vidim. Veš kaj, ti si, ja, to ti moram povedati, ta Kitajec mi je tole čeznijo pokazal. Ker pa takole, eno mesto v Evropi si izberi, tako da ga vsi več pa ne poznamo. Počasi, ti si teži pred bojem vplivom, si tega ne zavedaš. Povej na glas, katero jaz zagotavljam, da imam ime tega mesta, ki ga boš izbrala, že napisano na listku. To mi je Čujetaj povedal. Kaj si izbrala, katero mesto? München v Nemčiji. München po kitajsko. Drugi ravnatelj, žal pokojni, Andrej Kuzman, o njegovem obdobju se bo pogovarjal Joži.
Gospoda Vacla, uradnega Vacla, povabim, da se mi pridruži, tole še en partiček, da se ne bo čaral, da se glas vsi če hočeš. Z Rajmondom Vaclom sem jaz sodelavka na strojni šoli, elektro in potem na gimnaziji, bil moj šef, zato se bova tikala. Kaj je bila pa tvoja čarovnija, ko si postal profesor oziroma ko si nastopil mandat? Kakšne so bile tvoje čarovniške sposobnosti oziroma kaj si želel pričarati v svojem mandatu gimnazije? Ja, najprej bi en lep pozdrav vsem udeležencem, tudi med gledalci in poslušalci je kakšen moj dijak. Lepo pozdravljeni moje sodelavke in sodelavci, predvsem pa zahvala Bojanu, ki je postavil temelje Velenjske gimnazije in tudi Andreju, ki je nadaljeval to dobro pot, da je gimnazija Velenje bila prisotna tudi kar precej v slovenskem prostoru. Vprašal sem. Ja. Tudi jaz sem želel. V tem smislu, da je Rajmond je prišel na šolski center oziroma center srednjih šol leta 1979, 94. na gimnazijo, postal tudi pomočnik ravnatelja, 2004 mandat in potem od 5. leta 2005 naprej 3 mandate. Tvoje obdobje pa res zaznamovalo to, da je bila potreba po športni gimnaziji in te temelje si ti postavil. Mogoče predstaviš, kaj se je to zahtevalo, kako se je to potem uresničilo v tvojem obdobju? Zdaj, glede na to, da je Bojan ustanovil gimnazijo, to je splošna občina, splošno gimnazijo, je vseh teh letih v bistvu smo imeli na gimnaziji en program, to je program splošne gimnazije. Ampak z leti je bilo to, glede na politiko in zakonodajo, smo lahko v gimnazijah imeli tudi umetniške, strokovne in ekonomske gimnazije. In leta 1999, 98-99 šolsko leto smo dobili umetniško gimnazijo glasbene smeri in takrat tudi tehniško gimnazijo, ki pa se v našem prostoru ali vsaj pri nas ni uveljavila in je potem tudi po enem mandatu, se pravi 4-letnem obdobju, 2 mandatih tudi ukinila. Ker je umetniška gimnazija ni samo glasba, ampak je tudi likovnost, smo leta 2001 ustanovili še umetniško gimnazijo likovne smeri in smo nekako zaokrožili, da so se vpisali splošni gimnazijci, umetniki, glasbeniki in likovniki. V tem prostoru, vsaj v Velenjskem in širše, je zelo veliko tudi športnikov, mladih športnikov, uspešnih športnikov. Športniki so tudi obiskovali splošno gimnazijo in smo leta 2004-2005 ustanovili tudi športni oddelek gimnazije Velenje. Je oddelek splošne gimnazije, je poseben in je namenjen predvsem perspektivnim športnikom, vrhunskim športnikom, ki so želeli poleg športa imeti tudi zadostno in uspešno izobrazbo, da bi lahko potem nadaljevali študij v Ljubljani ali pa kje druge. Za te športne oddelke so veljali posebni pogoji. Ti športniki so morali imeti status olimpijskega komiteja ali pa status športnika, ki so bili registrirani v Nacionalni panožni zvezi. Rekel bi tudi takole, da morali so biti učno zelo sposobni, da so poleg športnih aktivnosti tudi uspešno krmarili v gimnazijskem programu in so to gimnazijo tudi uspešno končali. Nekaj posebnosti je bilo v tem športnem oddelku. Prvenstveno je bilo to, da je bilo v tem športnem oddelku upisanih manj dijakov. 18 dijakov, medtem ko je bilo pa v splošnih gimnazijah takrat v oddelkih upisano 32, kasneje tudi 28 dijakov. Druga posebnost je ta, kar bo za nekatere in tudi za mene je bilo včasih kar
nerazumljivo, ne. Imeli so več ur športne vzgoje. Ne. Splošni gimnazijci so imeli 2 uri športne vzgoje na teden, medtem ko so imeli gimnazijci, športniki v športnem oddelku 6 ur športne vzgoje. Logično je, bom razložil, zakaj je logično, ne. Teh 6 ur športne vzgoje je namenjeno, da bi lahko športniki, ne, namesto pri športni vzgoji v bistvu obiskovali v tem času tudi svoje treninge. Ne. Ampak problem je v tem, da je naši športni oddelki so bili zelo heterogeni. Se pravi, smo imeli od sabljačev, tekvodoja, plavalcev, odbojkarjev, se pravi, smo imeli posamezne športe in smo imeli ekipne športe, tako da je bila ta uskladitev, ne, z temi urami športne vzgoje za različne panoge teh dijakov zelo, zelo komplicirana, saj urniško. Ne. Prvenstveno zaradi tega, če so imeli športniki čas, potem trenerji v dopoldanskem času niso imeli čas. In je v bistvu bilo zelo komplicirano organizacijsko postaviti športnikom njihovo aktivnost v dopoldanskem, se pravi, času. Zdaj, če pogledamo, kako je sedaj nekje organizirano, v Ljubljani, v večjih centrih imajo športne oddelke, ki so pa v bistvu ne tako heterogeni, ampak so zelo enotni. Recimo gimnazija Šiška ima športni oddelek, ker imajo oddelek nogometašev. Tam lahko v teh 6 ur normalno izkoristijo, da imajo trenerja, ki jim nogometna zveza v bistvu en del financira, en del recimo Ministrstvo za izobraževanje in v bistvu tam je to dosti lažje v bistvu tudi organizirati. Ne. En pogoj je pa bil tudi ta, da morajo dijaki, ki se vpišejo v športni oddelek gimnazije, v bistvu vsa 4 leta se ukvarjati za športno panogo, s katero so prišli v gimnazijo in potem tudi uspešno zaključiti za splošno maturo šolanje na gimnaziji. To je bilo včasih tudi tako, se je težje uresničilo, ne? Stvari, ki se pa potem so se mogoče malo izjalovile, so pa te, da so bili mogoče razlogi, da so dijaki ne ukvarjajo več športno panogo lahko v klubih, da niso imeli dovolj strokovnega kadra in da so potem ti športniki prenehali in so želeli preusmeriti v kakšno drugo športno panogo, kar za mene je bilo to resnično malo nenavadno, da lahko en, recimo, igralec tenisa se potem vključi v 3. letniku po športno gimnazijo ali oddelek športne gimnazije, atletika in podobno. Ne. Ker pravilnik je tak, da če je prenehal za športno aktivnostjo zaradi poškodbe ali zaradi objektivnih razlogov, se je moral tak dijak potem tudi preusmeriti v splošno gimnazijo. Drugo je bilo pa takole, da je lahko recimo dijak, ki je po 1. letniku splošne gimnazije in je športnik, ugotovil, da bi bilo pa boljše za njega, da gre v športni oddelek in je bil tudi ta prehod potem možen. Ne. Športniki imajo enako maturo kot vsi ostali, kar je za mene pravilno, ne, glede na to, da je to gimnazijski program in da je to oddelek, medtem ko bi rekel takole za umetniško gimnazijo in za ostale smeri gimnazije, pa bi mogoče lahko bila tudi matura mogoče kako drugače. Ne. V športni, zdaj, če se lahko pohvalimo, ne, v naših športnih oddelkih so odlični dijaki športniki, so vrhunski, zdaj za Slavonoša je vsekakor vrhunska olimpijska, dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garbre, 10-kratna svetovna prvakinja, ta je sigurno češnja na torti športnega oddelka naše gimnazije.
Hkrati pa ne smemo zanemariti tudi ostalih športnikov. Mi smo imeli kar nekaj olimpijskih, se pravi športnikov v različnih panogah, ki so sodelovali na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in za te je športni oddelek vsekakor pravi oddelek gimnazijskega programa. Zdaj, koliko smo mi uspeli z učiteljskim zborom dogovoriti, da ti športniki zaradi športa in športnih priprav tekmovanj veliko manjkajo in da je potrebno to snov tudi nadomestiti. Jasno, da je bilo potem treba tudi kar nekaj individualnega pouka, pomoč tem dijakom, da so v bistvu to snov, ki so jo zamudili, nadoknadili in da so lahko delali naprej. Ampak glede na to, da je športnik vešč, reden, vešč, discipliniran, menim, da ne samo v športu, da je potem treba tudi v šoli, se pravi pri pedagoškem procesu, ohranjati te lastnosti. In praviloma so vrhunski športniki bili pri nas tudi zelo, zelo dobri dijaki. Ti si v bistvu odgovoril vsa vprašanja, ki sem imela zastavljena. Lahko sem še rečem za tvoj mandat, hvala, da si res toliko prispeval, bil si znam potem, da si zelo, zjutraj smo zgodaj dobivali maile, zelo red, disciplina je bila, to si pričakoval tudi od učiteljev in se mi zdi, da si dal tudi ti v tem smislu en lep pečat. Mogoče samo še moje zadnje vprašanje. Po čem si želiš, da bi se ti, ali pa kaj si želel, da je tvoja zapuščina, da gimnaziji daš tudi ostalim dijakom, ki niso bili športnih oddelkov, recimo? Vemo, da si hodil na vse prireditve umetnikov. Res je bil eden najbolj zastopanih ravnateljev, ki je hodil na vse, kjer se je dalo. Res občudujemo tvojo prisotnost in se mi zdi, da si ne glede na to, da si sam športnik, dal tudi ostalim smerem svoj pečat. Zato se ti zahvaljujem. Kaj si pa ti si želel, da se da je ostalo za tabo, morda tak tvoja želja, tiha? Jaz sem si želel to, da bi kolektiv gimnazije ostal takšen, kot sem ga zapustil. Hkrati sem si želel, da bi čim več dijakov ali učencev iz te regije se vpisovalo v Velenjsko gimnazijo, ker je kar precej je te fluktuacije, da dijaki ali učenci 9. razredov iz Šoštanja, Šmartnega, Opaki in Velenja obiskujejo iste programe, ki so na naši velenjski gimnaziji tudi druge, kar je za mene nerazumljivo, ne? Hkrati pa, da bi učitelji bili toliko uvidevni in se pravi kolektivni, da bi iskali dobre točke pri dijakih, dobre točke, ne slabe, in da bi za vsakega se potrudili, da bi lahko ta gimnazijski program tudi končal. Ja, to je v bistvu sintezo zadnjič Albinove knjige, ko smo bili na predstavitvi o njegovem vodenju, si lepo povzel in res si želim, da si tudi ostali te stvari preberejo. Hvala vam za te besede. Ja, jaz bom pa zaigrala en tak venček ljudskih, mislim, da boste vse prepoznali. Bomo.
pozdravljeni. To je bila Eva Auberšek, citrarka, naša dijakinja drugega letnika gimnazije, splošne gimnazije in sporedna gimnazijka oziroma glasbenica. Pred začetkom večera je zaigral na kitaro Edo Firm, prav tako prvi letnik sporedne gimnazije, torej splošno obiskuje in je hkrati tudi v srednji glasbeni šoli. Zdaj bi pa jaz kar povabil k meni tukaj za mizo gospo Marjano Gmajner-Korošec. Seboj danes tudi zbornik 30 let gimnazije Velenje in ga primerjam 60 let gimnazije Velenje, pa bomo pogledali, bomo videli, da je ta dosti manj obsežen, kot pa je 30 let. Pa bomo rekli, aha, v prvih 30 letih se je več dogajalo, kot se danes dogaja. Ne, ni res. Nažalost, ko sem nekako zastavil ta projekt, sem videl, da če bi jaz hotel narediti tak zbornik, da ne bi bilo 1000 strani dovolj. Neizvedljivo. Preveč dejavnosti, preveč ekskurzij, preveč obšolskih izbirnih vsebin, preveč nagrad, preveč vseh priznanj, tekmovanj iz znanja, športa, umetnosti, kulture, jezika in tako dalje. Zato sem jaz to prepustil, ker je od 90-ih letih začel izhajati tudi letopis, ki ga izdaja gimnazija vsako leto, ki pa popiše vsakoletno dogajanje na gimnaziji. Sem rekel, bom to spustil in se bom osredotočil na ključne mejnike. Seveda sem najprej dal prostor ravnateljem, da so se predstavili z intervjujema in pa s predstavitvijo, ki jo je pripravil Boštjan Kuzman, sin ravnatelja Andreja Kuzmana, o katerem obdobju, čigar obdobju bomo spregovorili mogoče malo podrobneje kasneje. Potem pa sem nekako zastavil tudi to, kaj je v 30 letih predvsem zaznamovalo gimnazijo Šolskega centra Velenje. In to so, kot je že profesor Valcer, oziroma ravnatelj Valcer omenil, umetniška gimnazija, najprej glasbena smer, likovna smer in pa seveda potem športna gimnazija. Sledijo potem v zborniku še prispevki prve generacije, ki je bila zelo odzivna in so pripravili kar nekaj prispevkov, druge generacije malo manj, oziroma zelo malo. V glavnem sledijo pa na koncu pregledi vseh generacij zadnjih 30 let, fotografije z imeni, ki se mi zdijo pa te zanimive, ko jo pogleda nekdanji gimnazijec, torej koga vsega pozna, koga že dolgo ni videl, koga mogoče ni med nami in se mi zdi, da je to tudi nek doprinos tega zbornika. Tako, zdaj bi se pa hitro usedel, da ne bomo predolgi, in bi kar začeli s pogovorom, takole, prosim, moče kar vas. Gospa Majda Završnik-Puc, 20 let, ali še mogoče kaj več, učiteljica na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, Velenje, 20 let ravnateljica osnovne šole Karla Destovnega Kajuha v Šoštanju, od januarja letos v pokoju. Pa me zanima, ker smo govorili toliko o umetniški gimnaziji, kako se je začela glasbena gimnazija, seveda, kako se je začela sploh ta pot ali pa ideja povezovanja splošne gimnazije z umetniško gimnazijo glasbene smeri oziroma s glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenja. Najprej hvala lepa za povabilo in seveda pozdrav vsem dvema, gospodu Glavaču in še gospe Hudarinovi, kajti to sta bila profesorja, ravnatelj, tisti čas, ko sem bila tudi jaz dijakinja
gimnazije Velenje. Ja, glasbena gimnazija Velenje. Mogoče par besed si malo več vzela, ker marsikdo od vas najbrž ne ve, kako je vse skupaj nastajalo. Občina Velenje je zmerom strmela po nečem boljšem in je dejansko vsak razvoj zelo, zelo podpirala. Morali so bili dani neki mejniki in prav gotovo gospod Marin je bil eden izmed promotorjev, svojo vizijo, mislim, kaj bi se dalo vse tukaj narediti, tako da to je bilo tisto prvo bistveno, da je glasbeno šolstvo v Šaleški dolini sploh raslo. Moram povedati, da je 84. leta sta prvo dva dijaka gimnazije Velenje naredila direktno spremne izpite na Akademijo za glasbo v Ljubljani in bila tudi sprejeta. Naslednje leto je bil dan drugi pogoj, dogradila se je nova glasbena šola in seveda to je bila dejansko najlepša, najboljša opremljena šola v slovenskem prostoru in tukaj so začeli res neki temelji. Tako da nekje 89. leta je na glasbeni šoli seveda gospod Marin izredno začel to vizijo, da bi lahko naši učenci tudi nadaljevali z glasbenim izobraževanjem, tudi ko so v srednji šoli. Verjemite, da so bile velike borbe in leta 92, generacija 92, približno, jaz mislim, da je bilo njih 26-27 dijakov, se je vpisalo na gimnazijo v Velenju in takrat je bil tudi ravnatelj gospod Kuzman, seveda ravnatelj Marin na glasbeni šoli. In smo mislili, pripravljajo se že od leta 90 naprej, da bi dobili vsaj koncesijo glasbena šola za srednješolsko izobraževanje. Vendar gospod Glavač je že prej omenil, da marsikomu, kar se je v Velenju delalo, ni bilo po godu Ljubljani. Namreč z velik primat sta imela obe srednji glasbeni šoli, ljubljanska in mariborska, in to se je čutila kot konkurenca. In skoraj da 3 leta je trajalo, preden je glasbena šola potem dobila koncesijo, ampak mi smo naredili poskus tistih 25-26 dijakov. Smo rekli, kaj bi se dalo narediti, da bi jim malo olajšali tudi to, da bi lahko glasbene predmete delali na glasbeni šoli. Seveda, gospod Kuzman odprtih rok je bil takoj za to, zdaj ne vem, kako je nagovoril kolektiv, kako in kaj, tega jaz ne vem, to težko povem, zdaj mogoče, če je še kdo iz tistih časov, lahko še kaj doda. Gospod Marin je seveda druge stvari, jaz sem bila pa tisti umestni člen, da smo nekako urnike tako uskladili, da so dijaki imeli strjeno vse takoj po pouku, vse splošne predmete, tako glasbene kot gimnazijske, seveda individualne ure, mislim, inštrumentov pa normalno vsak, kakor je imel. Tako da eno leto prej, in naslednje leto, 92-93, to se pravi za vpis 93, nas je ministrstvo uslišalo in glasbeni šoli podelilo koncesijo, to se pravi vzporedno izobraževanje, in večinoma naših dijakov so bili vpisani bodisi v gimnazijo ali pa na nek drug program v šolskem centru. Ker pa, mislim, da je bila 95. leta, se je uvedla splošna matura, pri nas ni bilo problemov, ker so bili naši gimnazijci normalno z maturo, pri nas na glasbenem področju so naredili zaključni izpit in matura, oba dokumenta, to je bilo zelo, zelo pomembno, sta bila dejansko kompatibilna in vsak se je lahko upisal na katerokoli visoko šolo oziroma akademijo pri nas in v tujini, ker je imel oba dva uradna dokumenta, ki sta veljala. Srednja glasbena šola Ljubljana in Maribor sta ostali strokovni in sta imeli poklicno maturo in so imeli dijaki grozne težave, ker niso mogli iti na, če rečem po domače, na 7. stopnjo smeri na fakultete. In seveda, na hitro je bilo potrebno na državni ravni nekaj narediti, ampak to je trajalo do 98. leta, ko je nastala umetniška gimnazija po celi Sloveniji. Verjemite, da je bilo ogromno sestankov, maratonskih sestankov, kako sestaviti predmetnik,
kako naj izgleda matura na glasbenem področju. In tukaj mi je zmerom pred očmi, ne vem, koliko sestankov smo imeli tam na tisti Poljanski, če kdo ve, na Zavodu za šolstvo gor na vrhu, na Podstrešju. Mislim, da je bil sestanek že 4 ure je trajal, mi pa s gospodom Kuzmanom smo se tam pogovarjali, karkoli smo rekla, so rekli, vi Velenčani. Tako je bilo, ampak bolj je šel proti koncu, nič se nismo zmenili, ne? Vsak je stal na svojih okopih. Vsaka predmetno področje, ne damo matematičnih ur, ne damo slovenističnih ur, ne damo kemije, ne damo biologije, mislim, to je bilo ur za 50 ur na teden. Ne? Glasbeniki pa absolutno spet nobene ure. Ne? Gospod Kuzman tako čist tiho posluša, zdaj, kdo je bil veliko na takih sestankih z njim skupaj, jaz sem si izmerom črto risal. Naenkrat pa ostane ga prej z mirom sedel in govoril, ostane ga pa reče, jaz sem matematik, pa zgleda, da ga je iz Bežigrajske gimnazije bil tudi ravnatelj, pa je rekel, ja se vem, boš kak primere rešil. Je pa rekel, ja, rekel, tule se že pogovarjamo, rekel, vse je čist preprosta rešitev, naredimo vsebino takšno, da bodo dijaki lahko pristopili k maturi in če se odločijo, da ne grejo na glasbeno smer, da se še lahko nekam drugam upišejo. Preprosto. Seveda so gledali, tu smo ostali, iz Zavoda za šolstvo, mislim, da je bil Franci Okorn pa Dimitri Bojerman, ki sta vodila sestanek, sta se spogledala, pa sta rekla, na tej točki ostanemo in gremo. Ampak predno smo šli na razen, pa je rekel, veste, mi v Velenju smo potihoma že leta 92-93 generacijo na tak način peljali naprej. To je bila ta prva generacija, ko nam niso dali še koncesije. Seveda, 98. smo potem dobili umetniško gimnazijo, ki je šla pod okrilje šolskega centra. Začelo se je razvijati naprej, ampak ni vse tako gladko teklo. Tisti, ki delate sistemizacijo, kako ure dobiti, kako dijake dobiti, kaj vse smo počenjali. In včasih se je zgodilo, da je bilo za 2 oddelka vzporednikov, pa za slab oddelek glasbenikov. In takrat od 98, pa ne vem, kdaj je nastala likovna smer, smo potem, mislim, da je leta 2000 je bila velika kriza za umetniško gimnazijo, glasbena smer. Smo sedeli gospa Primožičeva, gospod Kuzman, gospod Marin in jaz v pisarni, kaj bomo naredili, a nam bo padel oddelek, a nam ne bo padel, Ljubljana bi bila vesela, če bi padlo, ampak najdeli smo eno salomonsko rešitev, tako da smo obdržali tisto leto in takrat smo tudi bolj ko ne rekli, da bi mogoče potem zaprosili, kajti rasla je že tudi ideja po likovni smeri, in da bi zaprosili ministrstvo za kombiniran oddelek. In tako smo dobili glasbeno smer in likovno smer. Evo, to je to. Odlično, najlepša hvala za tak izčrpen pogled na to obdobje. Zdaj pa, gospod Marjano Gmajner-Korošec, pa prosim, da mi malo oriše še likovno smer, kako se je pa ta razvijala, ker tudi ni šlo vse kar gladko, da bi kar 2000 leta pridružili zraven likovnike, pa bi to steklo. Ni bilo čisto tako, ker so... Ni bilo tako enostavno. Lep pozdrav vsem, ravnateljema, direktorju, vsem bivšim sodelavcem, sodelavkam, predvsem pa bivšim dijakom in dijakinjam. Jaz bom bolj povedala o tem, kako se spominjam svojega ravnatelja, takratnega Andreja Kuzmana. On je bil človek, ki je imel vizijo. Pa tudi, če ni šlo takoj, skozi je imel vizijo. In ena od njegovih vizij, pomembnih za njegovo gimnazijo, je bila, da bi rad imel v tej svoji gimnaziji, ki jo vodi, tisto, kar je v svoji gimnaziji, ko je bil gimnazijec, pogrešal. In to sta glasbena in likovna umetnost. In zato mislim, da se je to tudi za glasbeno smer, ko smo zdaj že slišali, in tudi za likovno. Vem, jaz sem učila tam pred letom 2000 umetnostno zgodovino in slovenščino
In vem, da me je spodbujal, naj imam maturo, naj se lotim mature iz umetnostne zgodovine, ki pa takrat ni bila tako enostavna, ker nismo imeli ne učbenika, ne slikovnega gradiva, ne nič. Ampak me je pošiljal na seminarje in potem sem leta 1999 imela prvič maturo iz umetnostne zgodovine. No, je rekel, vsekakor pa zdaj že počas imamo. To postopoma. Se pravi, umetnostna zgodovina je. Rekel je, Šaleška dolina ima ogromno potencijala likovnega, imamo slikarje, akademske, imamo kiparje, imamo arhitekte in to je naš bodoči kader. Pa seveda za prostore, to se točno ne spomnim, kako je to regulirano, ampak nekako je vedel, da bi se dalo. Tudi nas vem, da je spraševal in smo bili seveda za. Moram reči, da smo bili takrat učitelji, ne vem, vsaj tako se jaz spomnim svojega kolektiva, veliki entuzijasti. Da smo radi delali svoje delo, da smo radi delali z dijaki in da ko so nove stvari prišle, smo jih pač sprejeli in bože kako in je šlo. In tako se je likovna gimnazija začela, jaz vem, da je Andrej dosti hodil v Ljubljano, ampak on ni bil človek, ki bi tarnal. Mi smo bili tudi družinski prijatelji, ampak jaz se ne spomnim, da bi on kadarkoli, ali pisarni, ali zasebno, kadarkoli kritiziral sistem, ali karkoli, kogarkoli, nikoli. On je imel svojo špuro, bi rekli, svojo vizijo in je tako tudi ravnal. In ko je bila priložnost, se je to izpeljalo. In tako kot ste vi rekli, salomonska rešitev povezati likovnike in glasbenike v enotni en oddelek, to se je prijelo. In leta 2000 smo upisali prvi kombiniran oddelek. Tako da tudi se jaz spomnim tega, nisem pa hodila na sestanke, da bi vedela, kako mučno in kako je to bilo in kako vztrajni človek mora biti pri tem. Super, hvala lepa. Zdaj pa z nami tudi profesorica, kar počasi, angleščine in nemščine, Darja Jober-Auberšek, tudi na sveže v pokoju. Smisel, da ne boš povedal. Vse vemo. Ki je bila pa tudi v tem času, v času konec 80-ih let, pa začetek 90-ih let, ko se je začela nekako prebujati ta kultura na gimnaziji, oziroma se je še toliko bolj odprla navzven, kot od gimnazijade, pa slovenovizije. Čakaj, bom jaz naštela. Kako, Darja, ti vidiš to obdobje? To obdobje je bilo meni eno najlepših obdobij. Po mojem, tudi tisti, ki so bili takrat, se pravi v 90-ih, eno najlepših obdobij in jaz sem vse zadovoljna in hvaležna in ne vem kaj še vse, da sem bila tudi te generacije. Mislim, to je bilo, kot ste že omenjali, gospoda Puzmana, to je bilo, on je bil odprt za vse in mi smo to, bolj kot ne dijaki, in mi smo to sprejeli. In jaz sem imela to srečo, da je bila to neka generacija dijakov, izjemnih entuzijastov, ki se niso bali drugega ali se bodo smešili ali karkoli, ampak so prihajali z željami, z idejami in so leta 92, mislim, Geo Marko, ker je pač Marko. In je Marko, in mi smo, mislim, se to najbolj vse veste, mi smo govorili obdobje Markota in obdobje po Mandiću, ker je bilo to res izjemno obdobje, ker takrat smo začeli s to gimnazijado in slovenovizijo in šli smo gledati vse Pandurjeve predstave in pohodniške sejme in novoletne predstave. Skratka, bilo je neverjetno dogodkov. In jaz sem danes prinesla, mislim, če gremo nazaj, niti nisem bila točno, jaz sem danes tole prinesla. Tole je, Marko, ne vem, če se ti spomniš, tole je Marko, ki je očitno mojster večjih, pa ne rečem, obrti. Tole je Marko naredil za predstavo Carmen, Pandurja,
in vidim, da je to 18.9.92 in da je to, vse nema, je to možno, $1150 ali pa $115, ne vem, no. Skratka, to je iz leta 92, ka pomeni koliko? Več kot 30 let, pomenjate, da 30 let, 30 let je pač neko obdobje, ampak to obdobje gre še dalj kot 30 let. No in takrat so mene neko, ne vem zakaj, zbrali za mentorja, Hudica, to je bilo kulturno društvo Ivan Cankar, in meni sploh ni bilo treba nič početi. Skratka, ni res, meni sploh ni treba nič početi, zaradi tega, ker so imeli oni, mislim, bili so polni idej in kot sem prej rekla, zelo, zelo kreativni. In pa so se zmislili, da bodo nekaj povezali vse gimnazije Slovenije, in tako je nastala gimnazijada in ne samo ena, ker potem smo ponudili ne vem kam že, in nihče se ni odzval vseh teh strašno slavnih prestižnih gimnazij, od Bežigrada, Poljane, Celja, Maribor, druga, nihče, samo Velenjska gimnazija. Tako da takrat se mi zdi, no, da je bila to ena najboljših gimnazij v Sloveniji in takrat se mi zdi, da dijaki oziroma učenci sploh niso pomislili, da bi šli v Celje, na primer, ali pa v, ne vem, kam še, kamorkoli. Sploh ne, ker tu se je dogajalo, tu na naši gimnaziji se je dogajalo, da ne govorimo o Slovenoviziji. Mislim, mi smo razprodali ene 3, ne? Več kot 3 dvorane, skratka. Mislim, celo Velenje je živelo z gimnazijo. In se spomnim, da so hoteli, kje bi dobili še karte, ker so bile karte v trenutku razprodane. In to so bili res mojstri, mislim, to vezivo je bila umetnost. Ali gledališče, ali glasba, ali ples, ali takoli. To, kar se mi zdi, da danes nima več tega pomena, no? Ker če jaz vprašam dijake, ampak to je res, ali športnike, ali splošne, kaj bi vzeli iz programa gimnazije najprej, kaj se vam zdi odveč? In skoro vsi rečejo, mislim, večina rečejo umetnost. To se mi zdi absolutno nekaj nepotrebnega, no? Mislim, to je žalostno. No, kaj še? Mogoče še kak... Ekskurzije, kaj je? Arabijo. Ekskurzije. Tega tudi je to pred dajem in podajem. Ne, mislim, da ne. Ne, tudi pošel dijakov, mislim, a nismo šli najprej v parlament. Ne, zakaj? Vsi nismo šli v parlament, mi smo šli v Moderno. Ampak ti so bili grede. Ne, Verono. Ampak to je bil začetek. No, ampak potem so dijaki rekli, no, kaj če bi tam šli, na primer, v Krakov. In pa smo šli v Krakov za 4 dni. Mislim, šli smo po celi Evropi, pred novim letom in potem poletje, eni so bile prednovoletne, eni so bile pa poletne ekskurzije. In se mi zdi to zelo pomembno, no. Vse te ex-katedra stvari, dejavnosti se mi zdi zelo pomembne za širino, skratka, za razvoj osebnosti, za širino, za spoznavanje drugega, za odprtost, prijateljstvo, vse to, kar je, no, vse to. To sem hotela, ne? Kaj je drugače pri ekskurziji, recimo, ali pa nekem strokovnem udejstvovanju celotnih razredov ali pa skupin, drugače kot pa v šoli, recimo, ko se učimo. Danes imamo vse, imamo pametne table, imamo vse to, ne? Tudi po spletu lahko gremo v trenutku v Avstralijo, recimo, ali pa na Novo Zelandijo, ne? Kaj pa, v čem se pa to zdaj razlikuje od teh časov, ko pa je bilo pa treba še vse po stacionarnem telefonu rezervirati, absolutno, to si nisem omenil, na lastno roko organizirati. To je bila pa res organizacija, mislim, brez kakršnih koli Googlov, pa internetov, pa vse je bilo to še po faksih, po telefonu, v hostlih in potem smo imeli zelo bogate programe, muzeje, koncerte, gledališke predstave,
vodeno, skratka, strokovno vodenje po različnih mestih. Mislim, da smo šli po celi Evropi, no? Razen, mislim, da nismo bili Bolgarija, Romunija, pa mogoče nismo bili v Skandinaviji, no? Ampak drugače smo bili pa po celi Evropi, mislim, različne generacije, ne? Ampak to se mi zdi super, no? Ker to Celjska gimnazija ni imela in ampak to res, ker so ene moje kolegice na seminarjih rekle, vi imate pa ekskurzije, kako pa vi to organizirate? Pa smo bili, mislim, malo se sami podučimo, pokličemo avtobus, hostle, če je treba lokalnega vodiča, ker se nam je tudi v Španiji zgodilo, da sem res malo vodila in nisem vedela, da se to ne dela, da se ne sme. In je prišel en lokalni vodič, skratka, vzbesen, da kaj se gremo, da bomo kaznovani, da ne vem kaj. No, se nismo bili, ampak skratka, tako smo počeli. In mislim, da so dijaki, so mi rekli, ena generacija, mogoče več, no, so rekli, a mi nismo se pa na gimnaziju pisali prav zaradi ekskurzij. In pa so čakali, ampak to je dejstvo, da so čakali v vrsti, da bojo prišli na seznam in so tudi klicali starši, zakaj moj otrok ni prišel na seznam. Skratka, ja, kako pa ne naredi selekcijo, kdo prvi pride, no? Mislim, pa smo nekaj probali, da bi kaj si malo po uspehu, da ne smeš imeti negativne pa, no skratka. In otroci dijaki, no, so se imeli zelo lepo. Verjamem. Jaz tudi. Še mogoče za gospod Marjano eno vprašanje glede šprica, oziroma tesila, ki je izhajal že iz 83. leta, če se ne motim, sicer najprej pod drugim imenom. Ta živi še danes. Kako je bilo s tem špricem? Kdo je pisal za šprica? Je to bilo stalne rubrike? Ja, špric je bil moja ljubezen, moram priznati, pač ne bi tega počela. Imela sem idejo, da bi delali šolsko glasilo, ravnatelji so bili navdušeni in ko so videli, da smo zagnani, smo vedno dobili tisto, kar smo prosili, za kar smo prosili. To moram reči. Naklonjenost vodstva in ravnatelja, direktorja vedno. Začelo se je tako, najprej so pisali članke na strojni šoli, ker sem učila, pa so se pridružili takrat družboslovci in naravoslovci. Potem, kasneje, ko sem prišla na gimnazijo, gimnazijci, je pa prišla ena taka močna generacija dijakov, takrat je bil Rok Poles tisti, ki je bil zelo zagnan in prvem letniku je prišel na prvi sestanek že z notesom. Resno, in seveda njegovi sošolci. In dejansko so me spodbujali, da smo delali. Ustvarjalnost je bila močna. Jaz sem v bistvu jim dajala priložnosti, da to lahko delajo. Malo sem jih usmerjala, malo sem se z vodstvom pogajala. Se veste, izide pa časopis, treba imeti nek denar. Gledala sem na to, da likovna oblika podkrepi besedilo, da nastane neka celota. Začeli smo hoditi v Ljubljano, smo tam dobili nagrado že kar v začetku. Malo smo se zraven izobraževali, jaz in seveda dijaki tudi. In sestanke so hoteli imeti v petkih po pouku, ker imajo čas. Ker imajo čas in niso obremenjeni za učenje. In vem, da smo se celo izborili pres center, to je bil tisti mali kabinet gimnaziji spodaj desno, če se kdo spomni. Bil je majhen dijak, bilo pa 20 do 30. To je bilo vse pogodbo. Jaz sem mogla prva iti po otroke v vrtec. Vsak, ni problem, bomo nekaj nadaljevali. Zelo jim je, zelo so bili ustvarjalni, moram reči. In bili so drzni in jaz sem jim to dovolila. Gledali smo na to, da niso žaljivi, da lahko pišejo čisto vsem, kar jih zanima, da ni tabu tem. Seveda potem ob izidu je bila kakšna tema malo prehuda, ampak smo se nekako vedno zmenili. Tako da smo v najbolj ustvarjalnih letih so šle 3 kar debele številke.
S časoma je potem, ko je začel Rok Poles poučevati na likovni gimnaziji, mislim, da predmet, arhitekturni, kaj so že, zdaj smo spomnili. V glavnem je postal potem mentor oblikovanja, tako da smo imeli v bistvu 2 krožka, no kasneje je potem to prevzel kolega Željko Opačak. Tako da smo pa tako, ne vem, meni se zdi, jaz sem zelo timski človek in mi je delo z dijaki zelo ustrezalo, res mi ustrezalo. In sem tudi sama hvaležna, da sem bila del te zgodbe, res. In tudi kolektivo, mislim, da smo dobro funkcionirali. Sicer so včasih bili malo ob izidu, so se dijaki tudi lotili kakšnih izjav profesorjev. Je bilo malo vroče krvi, tu pa tam, ampak smo zvozili. Jaz sem pač vedno dijake ščitila, zagovarjala. Včasih smo tudi sami vmes, sami pomeniti, tudi ni bilo čisto vse v redu, ampak okej, šlo je skozi. Vse mladost je pač ta, v ustvarjalnosti in tudi preskušajo meje, do kam gre. In do kamor je šlo, je pač šlo. Tako, v glavnem, fajn smo se imeli. Odlično. Še mogoče kakšna misel za konec, ali jaz zaključimo, se bo dosti. Smo že žejni, sladkega željni. Hvala lepa vsem trem, da ste se pridružili na pogovoru. Hvala tudi vam, ki ste prišli v takem velikem številu na predstavitev zbornika. Ni bila čisto predstavitev zbornika, bolj kot pogovor, bolj kot obujanje nekih spominov, ki pa mislim, da se lahko nadaljuje tudi danes. Hkrati vas pa vabim 20. maja tudi na osrednjo proslavo v Kulturni dom. Karte že pojenjajo. Karte že pojenjajo, ja. In vabljeni tudi tja. No? In pa seveda srečno še naprej na naslednjih 30. Še poslušimo. Kompozicijo francoskega skladatelja Rolanda Diensa, Tango in Sky.
konec. Najlepša hvala vsem gostom za lepe, čudovite zgodbe. Zdaj v drugem delu vas pa povabimo v sosednji prostor in naj se zahvalim našim dijakinjem, ki so spekle pecivo in pa na kakšen kozarček, da osvežimo suha grla. Tukaj si pa lahko vzamete zbornike, veseli bomo tudi kakšnega prostovoljnega prispevka, da si malce pokrijemo stroške izdelave, sicer pa upam, da ste se imeli lepo in se vidimo 20. maja.